Gre za kar nekaj novosti v obeh novelah. Vse te novosti želimo predebatirati, zato smo pripravili tudi teze o obeh novelah in lahko rečemo, da smo včeraj in pa danes zlasti z obema sindikalnima združenjima kar temeljito predebatirali vse novosti. Tako rečem, da so tudi take, kjer se strinjamo. Seveda pa zagotovo ne bo nobene bodo izkoristili naši socialni partnerji vsako priložnost, da bodo povedali, kje pa se ne strinjamo. Hvala lepa, gospod minister, spoštovane gospe in gospodje. Naša ocena je, da gre za globoke reforme v šolstvu, ki posegajo vse ključne elemente izobraževalnega sistema, v financiranje, v organizacijo izobraževanja, v kurikulum in tudi na področje vrednot. Žal nam je, da se reforma začenja brez kakršnihkoli resnih analitskih podlag, brez konceptualnih napisanih predlogov, zato se bojimo, da ne bo imela pričakovanih učinkov. Tisto, kar je povsem očitno in je rdeča nit vseh teh predlaganih sprememb, ki se združujejo v reformo, je, da se racionalizira javno šolstvo, torej da se na številnih elementih poskuša doseči znižanje stroškov. To gre delno na račun števila zaposlenih. Pričakujemo, da bo prišlo do presežkov delovne sile tako pri tistih, ki so v administraciji, tehničnih delavcih, računovodcih, kot tudi pri strokovnih delavcih. Po drugi strani pa grejo posamezne spremembe na račun kakovosti. Tisto, kjer se edino država odpira svoj mošnjiček, je, da povečuje stopnjo financiranja z davkoplačevalskega denarja pri zasebnih šolah iz 85 na 100%. Smo v neki dovolj nenavadni situaciji, ko se napovedujejo za javno šolstvo racionalizacije, hkrati pa se povečujejo stroški javnih sredstev za zasebne šole. Mi seveda nismo proti zasebnim šolam nikoli bili. Menimo, da so zasebne šole pomembna dopolnitev javnemu šolstvu, smo pa prepričani, da je v slovenski zakonodaji to področje izobraževanja ustrezno urejeno, vključno z financiranjem, to je za 85% za zasebne šole. V tej fazi smo želeli samo testirati teren, stališča socialnih partnerjev do nekaterih predlaganih sprememb. Nažalost se je tukaj izkazalo, da pač ravno sindikat oziroma še posebej SVIZ največja cokla modernizacije šolskega sistema. Ampak jaz upam, da bomo v prihodnje prišli skupaj, vse pri nekaterih točkah in da se bomo lahko uglasili. Nikakor pa seveda ne pričakujem, da bomo se popolnoma soglašali o vseh nameravanih spremembah. Razumem njihovo pozicijo, gre za socialno-zaščitniško pozicijo delavstva, ki je zaposleno v šolskem sistemu in tukaj je njihov osnovni cilj. Dejstvo je, da je najna pozicija oziroma naša pozicija bistveno drugačna. Jaz moram zasledovati cilj kakovosti sistema, dobrega funkcioniranja. Gospod Štrukelj, kot sindikalist pa seveda parcialni interes in to blagostanje zaposlenih. Jaz bi moral na to komentirati. Seveda ne more držati, da bi se SVIZ zreduciral zgolj na vprašanje zaposlenih. To je seveda pomembno vprašanje. Mi smo tu zagovorniki javnega šolstva, tako kot velika večina šolskih sindikatov v Evropski uniji, tako kot je tudi naša svetovna učiteljska organizacija. Na vsezadnje je predsednik vlade pred 14 dnevi dobil pismo, kjer so ga opozorili iz svetovne učiteljske organizacije, da je javno šolstvo pač pomembna vrednota, ki jo je treba negovati samo po sebi. Mi trdno verjamemo, da je javno šolstvo izjemno pomemben kohezivni element v slovenski družbi, ki na nek način mehča lahko tudi druge konflikte. Denis Arkič, veste, gospod minister, če ste povečali
iz 85% na 100% oziroma želite povečati zasebno šolstvo. Mene zanima, ali lahko še kje dobite kaj denarja, pa povečate še vlaganje v javno šolstvo? Teli sem povedal, pred 3 leti je bil delež bruto domačega proizvoda za javno šolstvo, ker je praktično za celotno šolstvo, ampak zasebne šole je tako malo, da zelo malo porabijo znotraj tega, 5,11. Naslednje leto je bil dvig za skoraj cel odstotek in zdaj še za dodatni pol odstotka, kar pomeni, da močno povečujemo vložek v javno mrežo, celo preveč. Preveč hitro narašča ta vložek glede na nemerljive rezultate ali težko zmerimo, ali ti rezultati dajo neko dodano vrednost. Kar pomeni, da ne gre za veliko, gre bolj za ideološki problem, ne toliko praktičen. Ničemer pa, to pa želim gospodu Štruklju povedati, ne vnašamo nobenih vrednostnih in ideoloških elementov v te zadnje spremembe. Jaz ne vem, kje jih on vidi. Vrednote so, kakršne so, vrednote so pripoznane v našem kulturno-civilizacijskem okolju in v obeh novelah, v ciljih so povzete v 1. členu. Najprej, kje vidim pač zelo, rekel, visoko občutljive teme ideološke o vrednotah. V vzgojnih načrtih, ki jih bojo šole sprejemale, nedvomno je, da se bodo šole v teh vzgojnih načrtih opredeljevale glede pač na večinska mnenja, bodo bolj libertarne, bodo konzervativne, bodo lahko s katoliško, javne šole govorim, provenienco. En del staršev bo vedno ostal nezadovoljen, pri tistem te bojo verjetno iskali šolo kje druge, če ne bojo zadovoljni. Skratka, tema je odprta in ni mogoče reči, da ni. Tukaj so odprta vprašanja oblačenja v šoli, to so vse vprašanja, ki so gotovo zadevajo vrednote. Sam se zavzemam seveda, da bi šola javna bila taka, kot je, v tem primeru neutralno ideološka. Tukaj morda razpiramo, torej ideološka neutralna, razpiramo polje te debate. Govorim o tem, da bomo zagotovo sprožili s tem debato v javnosti, ki bo verjetno imela pač svoje učinke. Gospe kolegice, vas lahko, in gospodične seveda, zmotim samo z enim vprašanjem. Ali vi resno mislite, da je to razbijanje javnega šolstva? Ne, zdaj kaj hočeš to, odgovor za uporabo ali Odgovor za uporabo. Jaz bi se dala njemu fotografirati, odgovarjala mu to ne. Te lahko fotka. Ja. Veš, kaj vprašanje je napačno, to ti lahko rečem, ker je skrajno ideološko. No, pa bom pa tako vprašal. Ali je povečanje financiranja zasebnega šolstva na nek način ukinjanje javnega šolstva? Tudi to je ideološko. Zame bi bilo tehtno vprašanje, ali bo ta sprememb, ali utegne ogroziti javno šolstvo. Lahko ga ogrozi. Če boš imel javne šole, ki se bodo praznile zaradi manjših otrok in se bo v bližini pojavila neka zasebna šola, ki se bo napolnila, a veš, zdrav razum pove, da bo najbrž tej javni šoli težje ohraniti število otrok. Če bodo plačani po glavi, kar pomeni, da bo šlo verjetno kar nekaj šol podružničnih stran. Ampak dejstvo je to bomo lahko natančno, ko bo zakon zunaj, a veš, se ne moreš vnaprej. Ampak padanje natalitete je dejstvo, tako da ne. Ja. Padanje natalitete je dejstvo, tako je, ja.